In predvsem, druga stvar, ki se zdi meni pomembna, je v povezavi z genskim zdravljenjem. Kot veste, je pravzaprav vsak mesec nova možnost zdravljenja za redke bolezni, nekaj pride v medije, nekaj ostane v stroki in slej kot prej bo potreben genomski screening. Se pravi, če bomo takrat hoteli zelo hitro do diagnoze, bo referenčen slovenski genom vključen. Tako da, če gledamo nekoliko naprej, če pogledate na Norveškem, imajo že genomski screening v rojstvu, če pogledate BabySec program v Massachusettsu, ki ravno tako screenirajo genom, potem seveda je to neka zelo velika možnost za ljudi in pa seveda tudi, če hočete, za boljšo medicino. Sam predstavljajte si, da ko se človek rodi, ima znan genom in ga potem v enotni bazi spremljate, postane zdrav, zelo zdrav genom. Zboli že zgodaj, se to doda, se najde, kje so ta mesta, kjer je ogroženo za zgodno bolezen. In to seveda so podatki, ki bi bistveno spremenili. Namesto, da človeka dobimo takrat, ko je že bolan, človeka dobimo takrat, ko še ni in probamo to stanje preprečiti. To se pravi, to je mogoče tista najbolj star sen vseh zdravnikov, ki ga kitajski zdravniki pred 30 leti povedali, preprečiti bolezen, ne zdrav.